Lepo zdrav in lepo toto popoldne živimo, čeprav, ko pogledamo skozi okno, ni preveč lepo, pa imamo mi za to take gostje, da postane lepo, da postane sončno v totem studiu. Bipop so z nami, punce, lepo zdrav. Bravo. Kakšna napoved. Ja. Si kar neki točk pridobil, v redu je. Evo, tak moraš, ko pridejo 3 ženske v studiu, moraš prvi stavek dober povedati, pa gre takoj lažje vse Pick-up potem. line, ne? Se ponavadi res sonce prinesemo, danes smo očitno ful preveč čvekale. Ampak ste ga, ne, čist v redu, smo prav veseli, ne, čvekale ste včeraj očitno. Ja, zato je to danes Dežuje, ne? Torej, Ana, Alenka in Tinkara, dobrodošle, pozdravljene. Tik pred prazničnim decembrom, to je tudi eden od razlogov, zakaj ste prišli k nam prav v teh dneh. Drugače pa sem si mislil danes, ko sem študiral, ne, da že kar par let nismo tako skupaj bili v studiu z radijskim mikrofonom, vsi vse 3, pa jaz, pa sem mislil začeti, ne, takrat, ko so bile pri meni, so imele to mladostno energijo. Dragi moji, danes je imajo še več, mislim, kak dobro, res vrhunsko. Kaj pa se je recimo zdaj, po vseh teh letih spremenilo? Kaj je tisto, kar se je mogoče najbolj spremenilo? Tako, če zdaj svojo glasbeno kariero pogledate. Misliš poleg let? Ne, ja. In vse, kar to zraven prinese? A ja, glasbeno. Ja. Predvsem smo samostojne in samozadostne. To je neko spoznanje, ki smo ga v teh letih pridobile. In ful vesele in hvaležne za vse izkušnje, ki smo jih v tistem času pridobile, zaradi tega, ker nam zdaj, ko smo same svoje šefice, absolutno prav pridajo. Dobro. Vaše karakterne lastnosti, ne? Katera ima katere, da se tako dobro dopolnjujete? Kaj bi druge rekli, recimo? Alenka, kaj bi ti rekla, recimo, Tinkari? Kaj je njen tisti favorit pri lastnostih, da vse skupaj klapa tako dolgo? Ja, ona je zelo dobro zorganizirana, zelo je točna. Ne mara zamujati, mislim, rada ima pač se rekla, točnost, red, da se vidi, da ima doma vse poštimano, ne? Ok, Tinkara, kaj pri Ani, recimo? Ana je pa, čakaj, ne, zdaj moram prave besede zbrati. Kar doprinese. Hotela sem glih to prej se navezati, da je vsaka od nas 3, stvori celoto. Mi smo že imeli, veš, mi smo 23 let, zdaj smo v DOO, smo bile že tudi na team buildingih in smo že to nalogo imele. Tako da Ana je sigurno tista sončna, ki povezuje, pa tudi je najbolj odločna, se mi zdi. Kadar imamo kaj takega zateglega zapovedati, ponavadi, kar Ani rečemo, naj poštima, se mi zdi, da se najbolj zna. Jaz, kar se tega tiče, se ne znam tako dobro delati, no, ker prehiter popustim. Se pa učim, ona pa zna to zelo odrezavo narediti in super. In tudi doma je tako. Se ne posluša, da le vrede. Ja, ziher posluša, brez skrbi. Čakaj, no, še za Alenko, da slišimo, Ana. Alenka je v resnici, ona zgleda najbolj tough od vseh, ne? Je pa krhka dušica, ki zna v ključnih trenutkih potegniti levinjo iz sebe ven, kajti to je tudi po horoskopu. Tako kot jaz, ja. Ja. To so te prleške duše, ne? Levinja si, ti si tudi levinja. Tudi sem levinja. Tudi levinja, v meni, ne. Skratka, Lenčica je taka naša, lepa duša, no. Ona nikoli ne bo, oziroma če že bo na tak način, ko jaz odreagiram, ne, bo to zelo redko. Ona vedno tako, dobro je, pa vredi je, se bomo zmenili. Dobro je, zdaj no nehaj. Pusti to, ne. Ampak, če še jaz nekaj dodam, meni je bilo fajn, ker ste se vi enkrat, kako ste se izrazile, da sem lepilo. Ja, lepilo. Da zlepim, če je kakršna mini razpoka, ki imamo zelo malo razpok, ne, drugač, ne? To je bilo to, ne, dobro je, vredi je. Ne, je pa res, da, a veš, imamo pa od nekdaj to, ker smo zdaj 3, ne, imamo to demokratično pravilo, tako da, ker je redko kdaj, da smo vse 3 istega mnenja, kar je super, ne, ker tako mora biti. Važno, da je večina. Večina. Ampak zadnje čase se mi zdi, da smo kar pogosto enotne smo kar. Evo, tudi to so leta očitno prinesla. Ja, evo, bravo. Človek se mora naučiti nazaj potegniti, ne. Veš, ne rabiš ti vedno in ves čas
Joj, zakaj zdaj to pametujem, demusko? Oh moj bog, ker reki! Jezus! Za praznike. Ker malo solzn rad. Ja. Dobro, da imam robček. Kakšen vpliv imamo? Dobro, da imam robček pod mikserom, da. Ko se začne december, ne? Ja, ko se začnejo praznične pesmi, me zanima, katera recimo vas po vseh letih še vedno potegne od decembrskega repertoarja? Domača, tuja vseeno. Cel naš božični album izpred 20 pa nekaj mini let. Okay. In ko si tega zavrtiš naprej in nazaj, si daš novega, ne, za praznike. Ja. In zdaj, ko smo marketing obkljukali, dobro, zelo dobro vam gre, ja. Je moja še zmeri ena izmed najljubših Last Christmas od Wham. Ja, mene pa Driving Home for Christmas. Ne, jaz tudi Wham. Tudi Wham. Wham. Ok, dobro. Toliko, da vem malo, ker pripravljamo tudi zdaj naš praznični, božični, toti radio. Pa, ki ne smejo manjkati. Ja, ali pa bilo kiro, ko Michael Bublé zapoje, tudi fajn. Tako. Dobro. Meni pa ful paše od Simon iz Bebop, ko zapoje. Na božičnem albumu. Odlično, tudi tega smo spomnili v dneh, ki so pred nami. Danes pa torej nova pesem za praznike, ker smo zdaj res dosti govorili, bomo najprej poslušali, pa potem še, kaj povemo, Bebop, torej in pa zbor Slovenske filharmonije, tudi o tem vrhunskem sodelovanju v nadaljevanju. Harmonije premierno na totem radiju smo poslušali za praznike, zelo fajn. Človek bi rekel, nam je že zlezla kar rahlo pod kožo, ne? Sicer pa Ana Tinkara in Alenka ostajajo z nami v živo v totem studiu, no pa da povemo zdaj za praznike, torej skupaj z zborom Slovenske filharmonije, to ni kar hec. To moramo povedati, to so vrhunski profesionalni glasbeniki, ampak konec koncev tudi Bebop ste ta pravo ime. Že toliko let, da verjetno tudi za vsakim ne bi zapeli, ne? Mislim, želja je absolutno vlada, če že gremo v to vrstno sodelovanje, da gremo z največjimi profesionalci v Sloveniji in to je zbor Slovenske filharmonije. Tako. In ko so potrdili, smo v resnici res zelo, zelo vesele, počaščene, ker se mi zdi, da njihova prisotnost v tej pesmi da pesmi neko drugo dodano vrednost, težo. In o tem smo sanjali že kar nekaj časa, oziroma se pogovarjali, da bi želeli, da malo stopimo ven iz teh hi-hi-ha-ha okvirjev, ne, ki jih obožujemo in jih imamo rade, da se razumemo. Ne. Pač to me smo, ne. Roko na srce, kamorkoli prijemo. Ja, valjda. Ampak včasih je pa na odru fajn stati tako malo bolj resno. In zbor je bil res taka fajn pika na ino. Vrhunsko. Kolegice so vam pomagale pri nastanku pesmi. Iris, šla je tudi, je bila pri nas pred nekaj dnevi tudi v živo. Iris je že recimo sodelovala pri prejšnjem projektu Valovi morja, ki so se predstavljali na melodijah Morja in sonca. Pa smo ji že nekako tako naprej rekli, ne bi pomela eno praznično pesem, ne božično, praznično pesem. In predstavljamo si en pevski zbor zraven, nismo še sicer vedeli, kdo kaj. Pa je nekako se zelo dobro poklopilo, ker je Ana sodelovala v enem podcastu Tilna Artača, 1, 2, 3, bis, kjer so njo v bistvu presenetili z izvedbo Bodi zvezda. Tako da, ko smo to slišali, itak kurja pot, ne? Pa smo rekli, kaj pa če bi mi njih vprašali in v bistvu kar malo držale pesti, figice. In zaradi tega, ker so res zelo, zelo, zelo zasedeni, smo celo za 1 leto premaknili cel projekt, ker je bila pesem že lani pripravljena. Ampak ne, če jih ti last minute pocukaš za rokav, ni glih, ne? Ja, zdaj pa in v tem letu ste pa v tem že bile v katalogu za first minute. Ja, točno. Ja, bravo, zelo fajn. Sicer pa zelo lep je tudi videospot, ne? Čudovite ste, fajn večernih oblekah, elegantno, tako kot se za praznike spodobi. Posneto en del Slovenski filharmoniji, en del pa z vašo deco, z vašimi puncami. Na Pohorju. Našimi babikami. Ja.
Tako da kar nekaj punc je zdaj od bipopov nastalo, moram reči. Ja, Zdaj iz naših punc bi naredile dvija, ne? Samo punce 6 imate. punc imamo, če bi še pa Simonove 2, 4 imamo pa 8 punc. Bravo. Tako da same babe. Ja, torej girl bandi Bolj bodo veš, še. koliko hormonov je to. Kak je bilo deci všeč, kak je bilo otrokom všeč, da so lahko z vami snemale videospot? Ja, one so bile sicer že z nami v spotu Ženska, ki smo ga takrat posneli z Rebeko Dremel, ampak zdaj je par let mimo in ja, so se veselile in zelo smo hvaležne, da so se odzvale povabilo. Čeprav se veš, to ko mama reče, ni to povabilo, ampak pač tako mora biti. Mora imeti mama rekla. Pejte se, pa gremo. Ne, ful so, valjda so ponosne tudi one, se mi zdi, da jim je včasno, tudi ne, Alenka, je tvoja ta mala rekla kuharcam v šoli, ne? Da morajo gledati spot. Ne, jaz imam moja najmlajša, ki je zelo v 4. razredu, ona takoj zreklamira vsem kuharcam. Morate video spot pogledati moje mami, jaz sem tudi not. Pri pevskem zboru, ko je prišel spot ven, niso začeli peti. Najprej so si spot pogledali. Imamo promotorko. Marketing imate rešen za naslednje sezone. Odlično. Matej, vem, da imaš Matejevo nemogoče vprašanje tudi za vse tri in se ga že veselimo. Izvoli. Ja, ne. Danes mogoče ni toliko nemogoče. Govorimo o praznikih. Danes je sicer malo bolj sivo vreme zunaj, ne? Ampak nič hudega, prihaja veseli december. In me zanima, kaj vas je nazadnje spravilo v dobro voljo? Lahko tudi rečete, da moj objem, ko ste prišli. Ampak ne bomo polagali besedo. Ja, ne. Kaj je bilo Kar torej tisto nazadnje, kar vas je spravilo v dobro voljo? Jo, jaz se ne morem pomagati, ampak že cel dan razmišljam, da je moja najstarejša jutr stara 20 let. Čestitke. S tem glavo belim in mi res tako, ker ne morem verjeti. No, ampak na lepo, ne na lepo. Lepo. Se mi zdi, da se kar cel dan smo že skupaj, ampak se kar skozi zelo. Kar srečno se počutiš in na smeh ti gre. Ne morem verjeti, da bo jutr 20 let, odkar sem jo spravila na svet. To je tudi velik uspeh, bravo. Tako da ja, ni to zdaj nazadnje, kar me je spravilo v dobro voljo, evo zdaj sem že sozna, ampak 20 let nazaj. No, fino. In te še vedno, to je prav. Ana? Veš kaj, danes zjutraj, ko sem se vozila na vse te neke medijske obveznosti, ne, ko smo jih štartali že kar zgodaj, sem bila na voice messagih z enim mojim prijateljem, ki je bil čist poklapan in ono zaspan in cel adijo in komi živel. In potem sem se jaz pač odločila, da bom v tem kratkem času, kolikor ga imam na voljo v avtu, ga malo dobro voljo spravila. Bravo. Tako da sem jaz v bistvu njega v dobro voljo spravila. In je ratalo, ja. In je ful ratalo. Okay. In Bravo, potem sem mu bravo. rekla, zdaj pa prosim, pojdi si poslušati svoj prvi voice message, ki si mi ga poslal danes zjutraj, pa tega zadnjega. Bravo. In potem je sam napisal, I love you. Zdaj vem, koga moram zjutraj poklicati, če slabo Ne, volje. res true story, danes Bravo. zjutraj je bilo to. Jaz bom pa čisto iskrena, meni se pa dan nitko zelo fajn začel, ker se mi je na poti do prve obveznosti mi je iz tovornjaka kamen padel na šipo in mi jo razbil. Tako da ne, sem zelo Cela, to je vredno. Če samo zlomljeno steklo pomeni srečo. Črepinje, Evo na pozitiv. tako vzameš. To je to. Ne. Tako da ja, ne, sicer pa sem videla moji dve bipopki, Ja, in- to me takoj Pa razveseli. pol si smesa ob 4 pa smo na tem radiju, gledam to. Pol pa še objemi. Ja. Objemi, pa to sami desci so nas tu. Vsi smo čakali, Fras, Medvar, Matej, jaz, evo, a to je. Bravo. Dobro, ok, Matej zadovoljen, ne? Več kot No, zadovoljen. evo, nadaljevali boste potem po pogovoru, kar se objemov tiče. Seveda, drugače pa me samo še zanima za konec, za praznike ste tudi skupaj ali vsaka za sebe, svojo družino? Pa imate smo pa kar mogoče vsaka za sebe. vsaka za Ja, sebe? ja, ja. Okay. Mislim, imamo le toliko številčne družine, eni bolj, drugi manj. Pa vseeno, mislim, pač, ker si je veliko otrok rodila, no za to. In ne, moram povedati, da sem, ali lahko sam to še povem, da sem izjemno ponosna na Tinkaro, ker je naredila nekaj, kar jaz mislim, da ona bi morala biti vzor vsem ločenim družinam, ne? Spet joče, ki zna, mislim, ona je znala, torej
ti dve ločeni družini tako dobro povezati, a veš, da skupaj zdaj na dopust hodijo, da skupaj hodijo na smučanje z vsemi otroki, partnerji se razumejo in vse. In jaz mislim, da je to pač, če nič drugega, je to največji dosežek v življenju. Bravo. Ja, ampak vse so še drugi, ne? Ampak ta je pač besede. tule, ne. To je tudi modrost, da znaš stopiti kako korak nazaj. Drugač pa zanimivo je tudi z mojim bivšim partnerjem, ki je oče moje taje, imamo pa skupaj 5 deklic, tako da tudi same babe. Zadnjič, ko je bil svetovni dan moških, sem čital, da nas je v Sloveniji še samo 50,3% moških. Okay. Prav vseeno Ne več kot več, žensk. ampak zelo malo več, veš, glede na to, koliko Ste lepo smo poskrbeli. o ženski energiji danes slišali, bom jaz kar levinja ostal tudi. Punce, hvala, uspešno, najbolj lep december, najbolj prijeten, najdite dovolj časa za te čudovite punce, ki jih imate doma. In jaz ne morem drugače, moramo moje sonce za konec. Glej, Dajmo, valjda. če smo pa kaj naredili, smo pa prižgali sonce danes. Dobro. Hvala za povabilo, pa da nas vedno tako podpirate. In vedno dobrodošli, naj še to povem. Dobro, vedno smo vas veseli, kar pridete. Hvala. Evo zdaj pa moje sonce.